Pozdravljeni, sem Leonida Margole, svetovalka pri Zavodu Vezal. Veliko vas ve, da se z Albertom ukvarjava z družinskimi in partnerskimi odnosi. Danes bom tale video sama posnela, ker je Albert odsoten. Ampak predstavljajte si, da ga snimava skupaj. Lansko leto sva za Valentinovo posnela en tak lušten video posnetek o tem, kako se skregava in kako potem rešva. Ki ga najdete na najinem YouTube kanalu Albert in Leonida Margole. Letos bom pa spet posnela nekaj za Valentinovo, zato ker se mi zdi prav, da vam povem, da vam dam kakšen namig, zato ker se mi zdi prav, da vas spomnim, da je to praznik zaljubljencev. To se pravi, Valentinovo ni kar neki, a ne? To pomeni, da je praznik zaljubljencev. To pomeni, da 20% tistih, ki smo skupaj v partnerstvih, lahko Valentinovo sploh praznuje. To se pravi, samo tisti, ki so zaljubljeni. Ali pa vam povem en trik. Jutri zjutraj se zbudite in se obnašate tako, kot ste se obnašali prvih 14 dni, ko ste videli vašega partnerja oziroma partnerko. A veste ono? Joj, a smrdim, stuširati se, preobleči se, zrihtati se, 500krat pogledati v špegu, razmišljati, kaj naj jaz naredim, da ga bom razveselila ali pa da jo bom razveselil. Kaj ima že rada, kaj ima rad, kam bi šla ona rada na sprehod. A razumete, te stvari, ki smo jih razmišljali na začetku 24 ur na dan. Nismo mogli živeti, nismo mogli dihati, nismo mogli delati, nismo se mogli učiti nič, ker je bil naš partner najpomembnejši. In jutri imate izjemno priložnost, da se obnašate tako noro, ker sicer Valentinovega sploh ne morete praznovati. To je praznik zaljubljencev. Zdaj vam bom dala pa par namigov. Skratka, prepovedano je razmišljati, joj, a mi bo kaj kupil, a mi bo dal darilo, a se bo sploh spomnil, da je Valentinovo, se sploh ne ve, k vam je všeč, itak bo spet prepozen prišel iz službe, prepovedano je to razmišljati. Ampak že zvečer se lepo naštelejte, tukaj noter v mindsetu, da boste jutri ves dan razmišljali, s čim vi lahko razveselite vašega partnerja. Ali pa, če ima rad presenečenja, to morate videti, s čim ga lahko presenetite. In potem majčkeno pobrskajte po vaši zgodovini vajnega odnosa in se spomnite, kaj na začetku je bilo partnerju všeč, kaj je imel rad, kakšno glasbo je poslušal, ali pa poslušala, če govorim na moškega, pač govorim zato, ker sem ženska, ne? Ampak velja za oba spola. Recimo ideje, kako preživeti čas z njim, kakšen narediti obred, ima vaš partner kaj noro rad, kar vi skuhate, pa mu to lahko skuhate jutri. So bila kakšne smešne stvari, ki so se vama zgodile v odnosu na začetku, a jih lahko ponovite jutri. Še ena nora ideja, ki se je meni enkrat zgodila in vam povem, da je to res ubijalsko dobro, ko mi je Albert napisal ljubezensko pismo. Skratka, lahko partnerju oziroma partnerki napišete ljubezensko pismo in v tem pismu lahko napišete, zakaj vse ste mu hvaležni, kaj cenite pri njemu oziroma pri njej, a ne? Pač se razumete, kaj želim povedati. Zakaj je ta oseba, s katero ste, toliko posebna, da je še vedno v vašem življenju? A veste, kakšni odnosi so zelo stari in mi rabimo slišati te stvari. Pomembno nam je, da partner vidi, da ve, v čem smo posebni. In to ljubezensko pismo mu potem lahko nekam zataknete, lahko ga nesete k njemu v službo, pa ga date vratarju, pa rečete, evo, a lahko neseš to gor, pa ne ji povedati, kdo je prinesel. Skratka, polhan enih stvari je, za katere ne rabite iti v cvetličarno in tam status izgubljeni in se spraševati, joj, pozabil sem ali pa pozabila sem, kakšno rožo ima že najrajše, rdečo ali belo ali rumeno, joj, jih bom spet zafrknila in bo vse narobe. Ne rabite tega. Lahko se samo spomnite na tiste zaljubljene nore dni in prinesete nekaj ponovno v vajin odnos in potem to vsake toliko časa naredite, ne samo za Valentinovo. In jaz vam povem, da te stvari res delujejo in so noro dobre. Seveda, da ne pozabimo omeniti tudi intimnosti in spolnosti in privlačnosti in to vse paše zraven. To vse paše v partnerski odnos
In če se lahko potrudimo točno 14. februarja, zakaj pa mislite, da se ne bi mogli še 23. februarja potruditi? Ali pa 16. marca, ali pa 14. maja. Jaz mislim, da se lahko velikokrat potrudimo, kljub temu, da čas leti, da se nam mudi, da smo utrujeni, da smo prezaposleni, ampak a veste, en nasmešek, en prijazen pogled, en prijazen dotik in je trenutek, s katerim lahko naredimo čudež. Zdaj vam pa želim ful lepo praznovanje in uživajte jutri in vse naslednje dni. Pa pa! A ja, še to sem pozabila. Smeri kaj pozabim. Naročite se na kanal Albert in Leonida Mrgole, da boste dobivali obvestila takrat, kadar pride svež posnetek. Jaz se letos malo bolj trudim, kot vidite, da malo več snemam in rada bi še več snemala, pa obetajo se dobri časi, sploh glede tega, kako sem časovno. Tako da se bomo še lahko veliko poslušali in moj namen je seveda najdete čim več vaših pogostih vprašanj in odgovoriti v videih na ta vprašanja. Zdaj se pa res lepo majte. Čau, čau!